Pozdravljeni. Predstavitev začasne zimske barvne sheme pri ekipi Alpine nam da enkraten povod, da malce pogledamo v zgodovino Formule 1 in se konec koncev pogovorimo tudi o tistem odtenku Bleu de France. Zgodba okrog te začasne barvne sheme je po mojem osebnem mnenju izjemno zanimiva. In če smo natančni, mnogi viri so jo povzeli, a malo kdo razložil do konca. Kar je seveda z današnjega vidika zanimivo je to, da se bo nov bolid ekipe Alpine imenoval A521. 21 seveda pomeni letnico, a zanimiv je tisti A500. Namreč A500 je bil tisti bolid, kateri je bil nekako predhodnik Renaulta RS01 in je bil črn. Poglejmo si najprej, kako je izgledal na teh zgodovinskih fotografijah. In takoj boste razumeli, da ta bolid in že prej citirani Renault RS01 nimata dosti skupnega že na prvi pogled. Zakaj je do tega prišlo? Ker v resnici tudi ne gre toliko za bolid Formule 1, kot za neko testno mulo, kjer so pri Alpinu začeli preizkušati tisti V6 turbomotor, katerega bodo potem uporabljali v Formuli 1. Gre za nek skupek delov znanega prototipa Alpine 442 in prej obstoječih bolidov Formule 3, ki jih je izdeloval Alpine. Torej, bistvo je bilo samo ugotoviti, kako se bo obnašal motor V6 turbo, katerega so že uporabljali v prototipih na enosedežnem bolidu z odprtimi kolesi. Sedaj se bo marsikdo izmed vas upravičeno vprašal, zakaj je Alpine A500 bil pravzaprav črn. Lahko bi bil pobarvan na primer v tiste znane barve skupine Renault. Po drugi strani je vsakomur izmed nas navdušencev znano, da tista nacionalna barva Francije je modra, tako imenovana Bleu de France, a ta mula je bila črna. Zanimivo je dejstvo, da tisti prototip, katerega sem citiral, Alpine A442, je bil lepo pobarvan kasneje v tovarniške barve Renaulta. In o tem, zakaj so bili Renaulti rumeni, sem naredil poseben prispevek, prav tako sem tudi že opisal zgodbo tako imenovanega rumenega čajnika RS01. Bližnjice do obeh kot ponavadi dobite v opisu. Seveda nisem odgovoril na vprašanje, zakaj je bil A500 črn. Najprej moramo razumeti, kdaj je sploh nastal tako imenovani oddelek Renault Sporta v Viriju. No, takrat, ko so združili dve že prej obstoječi realnosti, Alpine in Gordini. Zgodilo se je leta 1976. Vse, kar je nastalo pred tem datumom, je ohranilo isto ime projekta. In ker A500 nikoli ni bil namenjen temu, da bi se pravzaprav pojavil na štartnem razporedu dirke za svetovno prvenstvo, verjetno niso niti izgubljali preveč časa s kakim barvanjem, po drugi strani niso hoteli uporabiti tiste barvne sheme Renaulta, katera bo prvič se pokazala na tistem že citiranem RS01. Seveda, to ne zmanjša pomembnosti A500, a ne smemo danes pasti v zanko, da je bil tisti prvi bolid namenjen dirki v Formuli 1. Bil je izjemno pomemben, kajti njegov glavni inženir je bil André de Courtens, kateri je kasneje skupaj z žebulom res zarisal RS01 in ga tudi razvijal. A moramo razumeti, da gre za neko ločnico med enim in drugim.
In zakaj sem tako natančen, zakaj hočem praktično napraviti neko jasno razmejitveno črto med tistim, kar je Alpine, tudi Gordini in Renault, videli bomo sedaj. Namreč tista modra Bleu de France je verjetno v današnjem času ena izmed nacionalnih barv z najdaljšo tradicijo. Namreč leta 1900 so določili modro za Francijo, rdečo za Združene države Amerike, belo za Nemčijo in rumeno za Belgijo, ukolikor me spomin ne vara. Marsikdo izmed vas je verjetno opazil, da tisti starejši Bugatti so bili, kar se tiče dirk, ponavadi pobarvani svetlo modro. In seveda to je tisti pravi odtenek Bleu de France, ne tista bolj temnejša varianta. A pustimo sedaj predvojno obdobje in koncentrirajmo se na leta po vojni, ko vidimo nastanek sodobne Formule 1. Že v tistem obdobju pred začetkom svetovnega prvenstva, torej pred letom 1950, smo na dirkah Formule 1 videli kar nekaj francoskih ekip. In tu bi vam rad pokazal Gordini z motorjem Simca, kateri ga je vozil Juan Manuel Fangio leta 1948. Vidite barvo in zanimivost pri tej zgodbi je ta, da Amedeo Gordini je bil Italijan, uporabljal je predelane motorje Simca in Simca je bila takrat vezana na Fiat in nastal je tako eden izmed največjih ponosov francoskega motošporta. Vsi se dobro spomnimo, da ime Gordini je kraljevalo na turbo motorjih Renault, če se spomnite tistih fotografij. In seveda, Gordini je za malce manj sreče tudi se udejstvoval dirk po letu 1950. In če se prav spomnite, omenil sem ga na začetku, ko je Renault Sport nastal iz združitve Gordinija ter Alpina. Drugo, po mojem mnenju, izjemno pomembno ime pri nastanku legende okrog Bleu de France v Formuli 1 je pa Talbot Lago. Sam imam maketo njihovega znanega bolida T26, s katerim so bili prisotni tudi leta 1950, seveda tudi malce prej. In zanimivost tega bolida je, da je imel atmosferski motor. Čeprav ne tako uspešen kot Alfa Romeo 158, ga lahko vidimo v marsikateri zbirki in je, po mojem osebnem mnenju, eden izmed najbolj fantastičnih bolidov tistega obdobja. In seveda, če zapustimo malce 50. leta in gremo na 60. ne moremo mimo bolidov Matre. Matra ima izjemno zanimivo zgodbo, kajti v Formuli 1 so bili prisotni z dvema dokaj različnima ekipama. Ukolikor pogledamo te stare posnetke, zopet vidimo, da odtenek modre je bil bistveno bolj svetel od tiste, ki smo jih videli na to v kasnejših letih. A pri Matri moram poudariti, da njihova zgodba v Formuli 1 je izjemno zanimiva. Namreč imeli smo dve ekipi. Tisto tovarniško, kjer smo videli tako šasijo Matra, kot tudi motor Matra, kot tisto, ki smo jo videli prvič pod imenom Matra International. To je bila ekipa Kena Tyrrella, kateri je kasneje postal konstruktor, a je uporabljal zanesljivejše motorje Ford Cosworth DFV. Jackie Stewart je prvič postal svetovni prvak s bolidom, katerega šasija je bila Matra. In seveda zanimiva slika, kar se tiče barvnih shem nekaj let kasneje. Kot sem povedal, Ken Tyrrell je postal konstruktor in na tej fotografiji lahko vidimo skupaj bolide ekipe Tyrrell, z njimi pa bolide ekipe Matra. Bolidi Kena Tyrrella so bili temnomodri zaradi drugega razloga. Namreč Ken Tyrrell je imel enkratno povezavo z francoskim dobaviteljem goriv in mazil Elf in temnomodra je njihova korporativna barva. Zato tudi do te razlike.
Seveda, zgodba o Renaultu je bila že omenjena in povedana v drugih prispevkih, a kar se tiče Bleu de France, imamo še kar nekaj zanimivih ekip. Prva, Ligier. Ligier je imel zmeraj podporo francoske vlade, videlo se je tudi, kar se tiče pokroviteljev, da so bili tisti, katerim je taka ali drugačna vlada malo da ne zaukazala, da živ Ligierju nakažejo dovolj denarja. In na njegovih bolidih je zmeraj kraljevala tista Bleu de France. Tudi mnogokrat je uporabljal motorje tako Matra kot tudi Renault v kasnejših letih. Ekipa Gilles Ligierja je seveda spisala pomembne strani zgodovine Formule 1. A kot se dobro spomnite, po krajšem obdobju, ko sta jo prevzela Flavio Briatore in Toll Walkinshaw, je prišla v roke Alaina Prosta. A takratna barvna shema je bila daleč od tiste, ki smo jo videli pred nekaj sezonami. Namreč modra je postala izjemno temna, tudi zaradi tega, ker so zamenjali tobačnega pokrovitelja. In tisto, kar smo videli pri ekipi Prost GP, po mojem osebnem mnenju ni Bleu de France, čeprav je bila barva modra. In vem, pogostokrat sem izjemno natančen in malce tečen, kar se tiče takih zadev. A pustimo sedaj to. Zavedati se moramo naslednjega dejstva, da tudi v sezoni 2020 so pri tovarniški ekipi Renault na začetku uporabljali pravzaprav podobno črno barvno shemo za njihove bolide. In moram priznati, kot nekdo, ki rad preučuje novosti, na tisti črni podlagi je malo kaj vidnega. In obstaja še eno zanimivo vprašanje, vezano pravzaprav na Alaina Prosta. On je po mojem osebnem mnenju ambasador Renaulta v Formuli 1, ne toliko Alpina. Marsikdo izmed vas bo porekel, saj gre konec koncu za eno in isto stvar. Morda tudi res ne bi bil začuden, če bi ga v sezoni 2021 bolj poredko videli v boksih novo nastale ekipe Alpine. Seveda, jaz mu želim, da bi bil stalno prisoten. Ne bi bil začuden, če ga ne bi bilo. Namreč v francoskem koncernu se trudijo narediti ostro ločnico med enim in drugim. Morda bo tudi Alain postal žrtev teh sprememb. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.